Matej Linke, magister farmacije, pa nam bo povedal, kako si lahko pomagamo pri težavah z jetri. Njihovo delovanje je zelo pomembno za naše celotno zdravje. Matej, dobrodošli. Danes bomo govorila o jetrih, ki jih največkrat omenjamo v zvezi z razstrupljanjem. Mislim pa, da mnogi ljudje ne vedo, kako so jetra v resnici res zelo pomembna. Nataša, najprej hvala za povabilo. Res je, jetra so v resnici biokemijski laboratorij našega telesa. In vsakih nekaj minut skozi njih steče celotna naša kri. Tako da ne samo, da nevtralizirajo toksine, pomembni so za uravnavanje energije, presnove maščob, sladkorjev, hormonov. Nenazadnje celo vplivajo na naše razpoloženje in pa koncentracijo. Če rečem tako preprosto, jetra so tihi dirigent našega telesa. In ko dobro delajo, bo dobro delovalo v harmoničnem celo naše telo. Ko pa ne, se pa začnejo problemi. Pa vendar jih večina ljudi začne omenjati šele takrat, ko pride do težav. Kako pa vemo, da naša jetra niso več v formi? Ja, res je, jetra ne bolijo, ker niso oživčena. Zato težave večinoma zaznamo šele zelo kasno, oziroma prepozno. Najpogostejši znaki so sekundarni, ki jih pač lahko opazimo, kot na primer kronično utrujenost, počasno presnovo, napihnjenost, povečano viscelarno oziroma to trebušno maščobo, občutek teže po hranjenju, včasih tudi slab spanec in nihanje v razpoloženju. Večino ljudi zmotno misli, da imajo težave s ščitnico oziroma s hormoni. V resnici pa imajo utrujena jetra. Te ne zmorejo več obvladovati toksinov, hormonov in pa maščob. In zavedati se moramo v današnjem tempu in pa načinu prehranjevanja, ker 1/3 ljudi in odraslih ljudi ima danes probleme in se sooča z zamaščenostjo jeter. Zadnja leta je veliko govora o razstrupljanju jeter, o tinkturah, o sokovih. Kaj pa o tem vi menite kot farmacevt? Ja, to je zelo pogosta tema. Sploh zadnje čase v medijih in tudi pogosta zmota. Ker tako imenovana razstrupljanja pomeni v večini primerov to, kar se srečujemo, da jetra spodbujamo k še večjemu delovanju. Torej, da izločajo še več žolča, še več encimov in jetra pravzaprav, ko so preobremenjena, jih silimo, da delajo še več. To je tako, kot da bi enega izčrpanega človeka silili, da bi tekel še hitreje. Zelišča, kot so ekstrakti artičoke, pegastega badlja, pospešujejo prebavo in tudi imajo zaščitno funkcijo, ampak seveda pri jetrih, ki so obremenjene samo s toksinom, ne pa, da že slabše delujejo. In če so jetra utrujena oziroma zamaščena, je pomembno, da jih ne čistimo takrat, ampak da jim pomagamo, da se sama regenerirajo. To pomeni, da jim povrnemo energijo in zaščitimo celice pred samim vnetjem. To se sliši precej drugače od klasičnega razstrupljanja. Kaj pomeni torej regeneracija jeter? Pomeni, da jetra podpiramo od znotraj in damo tisto, kar potrebujejo, da se lahko sama obnovijo. V središču dogajanja so mitohondriji, to so baterije jetrnih celic. In če jim damo hranila, ki zmanjšujejo vnetje, izboljšajo presnovo maščob in spodbujajo celično energijo, se jetra začnejo sama naravno obnavljati. Brez prisile, brez utrujenosti, ki so jo ljudje pogosto občutijo pri klasičnih jetrnih detoksih. In to je bistvo sodobnega pristopa. Ne pospeševanje, ampak obnova. Pa obstajajo pripravki, ki delujejo po tem načelu regeneracije? Seveda, tudi pri nas jih imamo. Eden takih primerov je Livacor, ki temelji na kombinaciji 3 ključnih naravnih sestavin. Prva je Anthrodia camphorata, oziroma zlata Anthrodia, redka medicinska goba, ki vsebuje biološko aktivne terpenoide in antrakinonone. Te sami zmanjšujejo vnetja in pa tudi oksidativni stres, ter spodbujajo potem to mitohondrijsko energijo v jetrnih celicah. Druga komponenta je fermentiran črni česen.
z visoko vsebnostjo S-alilcisteina, ki ščiti jetra pred oksidativnim stresom in izboljša mikrocirkulacijo, kar olajša razstrupljanje brez preobremenitve. Ta biološka razpoložljivost je tako visoka, da če bi želeli samo s česnom pridobiti toliko S-alilcisteina, bi ga morali vsak dan pojesti kar 1,5 kg. In pa seveda tretja komponenta je holin, ki skrbi za naravno presnovo maščob in preprečuje njihovo kopičenje v jetrih. In to je pogosto prvi korak, ki vodi v našo zamaščenost jeter, ne. Ta sinergija delovanja teh treh učinkovin, ne, deluje večslojno oziroma večstopenjsko, deluje tako protinajetno, antioksidativno in pa seveda regenerativno, to, kar hočemo doseči. Ne, zato lahko rečemo, da je Livacor ne sili jeter, ne, ampak jih podpira in daje energijo, da se lahko obnovijo. Ja, to pa zveni precej drugače od klasičnih čistilnih kur, kaj ne, Matej? Tako je. Klasično razstrupljanje jetra obremeni. Livacor pa jim omogoča, da se sama obnovijo in ko so obnovljena, lahko izvajajo potem proces očiščenja, ko so spet močna, ne. In to ljudje hitro občutijo. Dobijo več energije, manj imajo napihnjenosti, lažji trebuh, tudi boljši spanec, ne. In jetra se lahko ob pravem pristopu resnično obnovijo že v nekaj mesecih in to brez drastičnih diet in pa režimov, ki jih bi bilo potrebno uvesti. Matej, če zaključiva, kaj bi bil torej vaš glavni nasvet našim gledalcem, tistim, ki bi radi podprli svoje jetra? Ja, prvi korak je, da jetrom ne delamo škode. Kaj to pomeni? Manj sladkorja, manj predelanih maščob, manj alkohola. Ker le tako bomo lahko potem ta proces tudi še podprli z drugim korakom. To pa je, da jim vrnemo moč, ne? S hrano, ki podpira jetra in pa s formulacijami, ki dejansko jetra obnavljajo, ne? Ko jetra spet delujejo pravilno, se izboljša energija, hormoni, prebava in pa razpoloženje. Jetra niso organ, ki ga čistimo, so organ, ki ga negujemo. In če delujejo jetra, si marsikaj potem v celem organizmu postavi v ravnovesje. Hvala lepa za te vaše koristne informacije. Prepričana sem, da sva danes mnogim našim gledalcem odprla oči in bodo odslej malce drugače pogledali na svoje jetra. Upam, da res, Nataša, če delujejo jetra, deluje vse. In to resnico prepogosto čisto zanemarimo.